Manca, pisalo se je leto 2012, ko si se odločila narediti eno zares veliko stvar. Namreč redna zaposlitev, večina ljudi danes teži k temu, da bi bili redno zaposleni, da bi bili za nedoločen čas, predvsem pa, da bi imeli ta občutek varnosti. Ti pa si naredila nekaj, kar je bilo čisto drugače, predvsem pa zelo nevarno. Ja, to je bilo takrat, ko so vsi govorili še o krizi. Jaz sem se odločila, da se ne grem več korporativnega biznisa in sem zamenjala kadrovsko kariero z podjetništvom, šla na svoje, odprla svoj SP in se posvetila alternativni medicini, pravzaprav zdravljenju z esencami in pa angelskim terapijam, ker sem takrat že delala tudi kot angelska terapevtka. Tako da sem takrat vstopila na svojo podjetniško pot, s tem, da se je ravno takrat tudi zaključil moj MBA študij, tako da sem diplomirala še iz MBA-ja in rekla, zdaj pa z vsem tem znanjem pa meni zagotovo bo uspelo. In tako se je začelo. In tako se je začelo, ja. Z prepričanjem, da je mogoče in da je mogoče iz nekih stvari narediti popolnoma drugačno zgodbo. Ja. Pravzaprav meni je bilo vedno zanimivo, a se da ta duhovnost, ki je zelo neoprijemljiva in zelo tako, in pa poslovni model, a se da to združiti, a gre to skupaj, a je ta v bistvu poslovna duhovnost mogoča. Tako da sem na ta način se rekla, vse v končni fazi produkti so produkti, marketing je marketing, prodaja je prodaja, tako da tukaj, ampak a se da od tega živeti. Jaz sem šla takrat z neomajnim prepričanjem in optimizmom, da se da. In seveda sem potem kmalu naletela na ena trda tla, na katerih sem pristala in šla skozi svojo solzno dolino, ko sem ugotovila, da vseeno v podjetjih je oddelek za marketing, pa je oddelek za finance, pa oddelek za prodajo, pa oddelek za logistiko. Potem si pa kar naenkrat ti vse to v eni osebi. Ti si vsa ta oddelek. Vsi te oddelki si ti, sam. Ena roka je marketing, druga roka je prodaja, ne? Pa še kakšna roka zmanjka. Tako da takrat se je potem začela ta moja samostojna pot, da tako rečem. Rekla si, da si se spraševala, kako podjetništvo in duhovnost na nek način združiti. Kaj si ugotovila? A se to sploh da? In a je sploh potreba potem, rečemo, včasih imamo občutek, da je podjetništvo neka kruta realnost, rečemo, borba, prodaja in tako naprej, številke. Po drugi strani pa verjetno ni čisto tako, ne? Ja, ni čisto tako. V bistvu oboje je združljivo, ampak ta duhovni aspekt daje mogoče tisto noto poslovnemu delu, kjer ne moreš blefirati, kjer moraš delati res iz srca, kjer ne moreš samega sebe okoli prinašati. Podjetništvo še vedno se nasplošno, da tako rečem, bojuje s to etičnostjo tudi, pa kje je tista meja, da človeku daš res tisto, kar potrebuje, ne da mu usiliš nekaj, kar naj bi potreboval. Tako da tukaj to ravnovesje med tem, da res začutiš, kaj je za nekoga pravo, da mu res daš in da včasih tudi, če bi bilo to dobro za prodajo, ne greš v nekaj ali pa ne vsiljuješ stranki nekaj, če to zanjo ni dobro. Tako da veliko več te notranje naravnanosti k etičnosti tudi je potrebno in pa pač k kredibilnosti in k avtentičnosti. No, avtentičnost, to je tisto, ker ti v bistvu v vsakem svojem spisu ali pa ne vem, na blogu v bistvu neprestano o tem govoriš, kaj pomeni zate biti avtentičen. Pa naj si gre za odnose, naj si gre za ljubezen, naj si gre za tebe kot osebo. Avtentičnost je živeti iz sebe, se pravi iz svojih tistih pravih občutkov, iz svojega bistva. S tem, da avtentičnost ni samo po sebi vse, kar jaz sem. Zato, ker je toliko enih privzgojenih vzorcev, privzgojenih prepričanj, tega, kar drugi pričakujejo od nas in smo mi kar malo vzeli za svoje. In da pridemo do avtentičnosti, je treba najprej vse to sleči, najprej vse to dati stran od sebe, se res poglobiti vase, v svoje, bom rekla, tiste lepe potencijale in tudi v tiste manj lepe, temne doline, kjer so stvari, ki se jim običajno izogibamo. In ko res delujemo iz sebe, ko smo iskreni sami s sabo, iskreni v svojih čustvih, iskreni v svojih občutkih, v svojih mislih, takrat delujemo avtentično. No in biti iskren sam s sabo, to je najtežje.
Ja, to je ena tista naloga, ki je zelo, zelo težka, ker imamo vsi svoje slepe pege, ki jih nočemo videti. In če smo se celo življenje trudili, da bi potlačili nekaj, potem ne bomo sami od sebe kar zdaj pa šli veselo tistega odkrivati. In običajno rabimo mentorje, običajno rabimo terapevte ali pa svetovalce, coache, ki nam pomagajo, da te slepe pege vidimo in da se jih hočemo sploh lotiti. Ampak brez tega pa ne gre, ker tudi to je del naše celostnosti. In dokler ne odkrijemo teh svojih tistih temnih delov in jih vzamemo za svoje, nismo celostni in ne moramo biti niti avtentični. Kako priti do te avtentičnosti? Kako ti narediš? Naprimer, vem, da ljudem ni enostavno se odpreti, iti globoko v sebe, ravno zaradi tega, ker je to boleče in zaradi tega, ker mora biti en trenutek, ko se enostavno odločiš, da si pripravljen. In verjetno traja še kar nekaj časa, preden pride do tistega končnega, to sem jaz. Ja, pravzaprav se je pri meni začela pot te res moje avtentičnosti, tiste prave, ko sem začela o tem pisati. Zato, ker sem tudi sama sebe spraševala, kaj pa res moje avtentično. In ravno tako, prej, ko smo govorili poslovna, duhovna povezava, tudi znotraj tega obstaja cel kup enih marketinških modelov, obstaja cel kup enih poslovnih modelov, nekih načinov, kako se stvari lotiti. In tudi tukaj je pomembno, kaj res vibrira z mano. Da ni to nekaj, kar se naučim, pa to delam, ampak da je usklajeno z mojo vibracijo, z mojim tem notranjim tudi zavedanjem, zavestjo, ki je moja zavest, in da to uporabim na ta način. Tako da združevanje tega in za vsako stvar je, kaj je res moje, kaj je res zame, kako to čutim. Tako da to je dnevno pravzaprav delo, ni tako, da enkrat kar si avtentičen in potem je vse. Vedno se gre za neko izpraševanje. In tisto, kar je moja izkušnja, ker delam veliko z ljudmi in strankami, vidim, da dokler o tem samo razlagam, dokler o tem samo poslušajo, je to nek mentalni koncept. Šele ko to začnejo živeti, dojamejo, kaj to v resnici pomeni. In takrat vsi rečejo, naporen je, zelo je naporen, težko je, ampak ne bi šel nazaj. Ker so bolj srečni. Ja, ker te bolj zadovoljuje. Ja, ker smeš biti ti. Ja, ti. Ja. Ne nekdo drug. In ti si ok sam s sabo. In to je najbolj pomembno, ker običajno skušamo ugoditi drugim, ali pa ljudje skušajo ugoditi drugim, delati po pričakovanjih drugih. Ampak ko pa delaš po svojih lastnih vzgibih, po svojih lastnih tudi pričakovanjih do sebe, tistih tvojih notranjih, takrat pa res lahko iz sebe deluješ. In ena taka stvar, ki je bila zelo tako očitna, kaj to pomeni, je bilo ravno takrat, ko sem pustila službo. To je zelo avtentično bilo, ne? Ja, to je bilo... Poslušaš svoj lastni vzgib, ne? Ja, takrat sem se vprašala, koliko časa sem še pripravljena biti v tisti službi. In najprej je bilo, a sem pripravljena biti še 6 mesecev? Ne, tako prav zadrl se je moj notranji glas, ni šans. A sem pripravljena biti še 3 mesece? Ne. Na koncu je bilo, da niti 1 mesec nisem pripravljena biti več v tisti službi, na tisti način in da moram nekaj spremeniti. In je bila to odločitev tako intenzivna, da sploh ni bilo variante, da bi bilo karkoli drugega. In seveda, potem, v službi poveš, ni zdaj to nekdo, ki je blizu, ampak tisti pravi test, za katerega sem vedela, da bo, je pa, ko bom povedala staršem. Ker starši pa vedno najdejo milijon enih zadev in sem že slišala njihov glas, se poznamo odzive svojih staršev, pa zdaj je kriza, pa kako boš to, in kako. Ampak jaz sem bila odločena, da ne glede na to, kaj bosta ona dva tudi rekla, jaz grem v to. In je bilo tako zanimivo, ko jima povem in oba rečeta, ok. In jaz tako čakam, kdaj bo zdaj prišlo tisto drugo. Kar bi moralo priti. Kar bi moralo priti, tisto, kar sem jaz že vse slišala, kar je tudi običajno bilo. In potem je bilo samo, če si se tako odločila in če misliš, da je to zate najboljš, potem pejt. Ok. To je zrelo. V redu, očitno je res, odločitev bila prava. In tudi vedno, ko je prava odločitev, ljudje ne bojo nasprotovali.
Zato, ker nekje v ozadju na nezavednem nivoju začutijo, da je to tisto pravo in da si ti odločen in da nima smisla. Takoj, ko imaš pa sam dvome, pa ne veš, pa mogoče, pa to pa v bistvu sprašuješ za mnenje. No, in ena moja prijateljica je rekla, veš, Manca, ti nisi njih vprašala za mnenje, ti si jih obvestila o svoji odločitvi. Tako da takrat potem veš, ok, ja. In to stvari tečejo, potem vesolje podpre, jaz rečem. Enostavno se stvari zgodijo v toku, tako da to je bil nekako tisti prvi tudi preizkus, ne, ker so stvari tekle brez nekega napora. In jaz sem takrat v 3 tednih pravzaprav vse iz nič do odprtja trgovine, ki sem jo imela, naredila. Manca, če bi rekla, kaj je tvoje življenjsko poslanstvo? Se pravi tisto, kar si mogoče v enem trenutku spoznala, da je pot, kaj bi rekla, naprimer, kako bi definirala tvoje poslanstvo? Kaj ti počneš? V bistvu delo z ljudmi je bilo že od nekdaj tisto, kar sem vedela, da je zame. In tudi, ko sem šla na fakulteto, sem pravzaprav šla čez fakse in ko sem videla sociologija, kadrovski menedžment, sem vedela, to je to. In sem samo to napisala tudi tam na izboru, oziroma pa sem dala še analitsko-teoretska smer, ki je bila edina, kjer ni bilo nekih izpitov na koncu, če bi bilo treba menjati. Ne? Ampak sploh ni bilo druge opcije. In tudi, ko sem bila v kadrovskih vodah 10 let, to je bilo to. Jaz sem sebe videla v tem tudi do konca življenja. No in potem, ko je bila ta prelomnica, ko sem začela delati, sem začela odkrivati te svoje globje vzroke, zakaj to počnem, kar počnem in delati z ljudmi in pomagati jim v bistvu odpirati nova obzorja, pomagati pri transformaciji. Ne? Tako da sem dejansko prepoznala v tem, ja, to je moje življenjsko poslanstvo, to je nekaj, kar bom jaz počela na tak ali pa drugačen način. Ne? In tudi ena ugotovitev je bila, da ni pomembno, ali to delam preko coachinga, ali to delam preko seminarjev, ali to delam, če bi šla nazaj v kadrovske vode, ali ne vem, kamorkoli, vedno bi to počela. Na tak ali pa drugačen način. Ne? Tako da to vsekakor je neka prepoznava, ki je bila, da je to moja pot in da ljudem predvsem pomagam pri motivaciji, transformaciji, predvsem spremembah. In tu so zelo močne tudi ženske, ne? Ti si zelo orientirana prav na ženske, ne? Ja. Verjetno, ker si sama ženska, ne? In ki si tudi to pot sama iskanja začela v bistvu. To, predvsem zato, ker je to en del, ki ga noben ne razlaga, ki ga nas niso učili in ki odpre toliko enih novih možnosti in toliko enih novih priložnosti. In jaz pač vse, kar učim in vse, kar delam, vedno najprej sama sprobam. Ni, da bi zdaj neko teorijo, ki nima podlage ali pa ki jo nisem jaz sama sprobala. Ne? Tako da tiste stvari, ki so zame delovale, ki meni delujejo, jih vedno podajam naprej. Ker če lahko nekomu, če samo eni ženski s tem pomagam, sem naredila veliko. Pa vem, da sem veliko več, kot eni ženski že pomagala. Ne? Ker zdaj jih je šlo pa že res kar veliko skozi moje programe. In si verjetno ugotovila tudi, da ni enostavno biti ženska, ne? Pa ne, jaz bom rekla, da je zelo enostavno biti ženska. Če živiš pač svoje poslanstvo, če si avtentična to, kar si, v družbi, ne, v kateri pa smo, ne, pa je toliko različnih vlog, ne, da nas včasih enostavno preveč zanese, se mi zdi, med te razne vloge in pozabimo na sebe. Bom tako rekla, ko ženska enkrat stoji v svoji moči, vse vloge odpadejo kot take, tiste, ki jih je družba definirala. Ampak ženska res svojo življenjsko energijo, ki jo oddaja, svojim sijem, s tem, kar žarči, ne, spreminja svet okoli sebe, tako da se svet začne njej prilagajati. In zato je zelo, zelo enostavno biti ženska in zelo velik blagoslov biti ženska. Ja, to sem se jaz naučila, ko sem bila v bistvu, jaz sem imela v življenju tudi nekaj mentorjev in en izmed teh je bil gospod Petelinšek na Radio Maribor in on je meni vedno govoril, Helena, največji blagoslov je, da si se rodila kot ženska. Bodi hvaležna za to. Ja, ampak če noben ne pove, kaj to prinese sam, pa ne veš, ne poznaš tega blagoslova, ne? Ja. Potem ga sam odkrivaš. Kot ženska. Ne? Kot ženska. Tako da, ja, ženska energija je drugačna od moške in je bila pač tisočletja zapostavljena. In zdaj se spet obuja, prebuja, odkriva in
tudi jaz, ko vidim, kakšno moč to ima, je tako meni zmeraj znova, wow, zakaj nam tega ni noben povedal, kako je to lahko utonilo v pozabo. Ne? Tako da vedno je prav magično, no? Ko začnejo ženske aktivirati svojo žensko esenco, ko začnejo žareti od znotraj navzven in ko začnejo sprejemati. Ja. In to je tako zelo hitri rezultati so. Ne? Jaz sem pač tako, da rada imam pač hitre, konkretne rezultate, sem pač strelca. Ne? Ja, absolutno. Tako da tukaj te rezultati so zelo hitri. Ne? Zato me je to toliko pritegnilo in potegnilo, da sem s tem začela, da sem to začela raziskovati, eksperimentirati s tem in potem tudi učiti. V eni fazi svojega življenja si tudi ti iskala v bistvu eno tako avtentično partnerstvo, ne? Raziskovati si začela na veliko, kopati po sebi še globlje. Absolutno. Celo tako, da sem imela seminarje o avtentičnem partnerstvu tudi, kjer sem pa takrat še teorijo predavala. Ne? To pa je bil en del in vedno je bilo znotraj mene, da govorim nekaj, kjer mogoče nimam neke podlage, čeprav sem imela dovolj partnerstv za sabo, 15 let v različnih partnerstvih, ni zanemarljivo, ampak ni bilo pa tistega ta pravga, da tako rečem. Tako da v enem trenutku je bila ta spet notranji vzgib, da jaz rabim partnerstvo zase, ne, najprej v prvi fazi in da mi je to najpomembnejše, celo bolj pomembno od posla. To je bilo en tak težek priznanje sami sebi, ne, da pravzaprav mi vse, kar počnem, ne pomeni nič, če tega ne moram z nekom deliti. Ne. In takrat sem potem začela raziskovati tudi partnerstvo kot tako in gotovila, da tako moramo najprej sami sebi postati največji partner in spustiti tudi to potrebo po imeti partnerja. Ker eno od zvez sem začela ravno iz potrebe imeti partnerja in seveda se je izkazalo za ne glih najboljšo izbiro. Ampak da to spustimo, ne? Ker to je najtežje. Mi si toliko stvari želimo, da smo v krču od te želje. In je treba najprej sprostiti in spustiti to energijo, da lahko vesolje opravi še svoj del. Ne? Tako da tudi to avtentičnost v partnerstvu, ne, kaj je in kako to dosežeti in kako to tudi potem živeti, je eno od zelo pomembnih življenjskih področij, še posebej za ženske. Ker ženske smo pa še toliko bolj bitja odnosov in povezav in čustev in tega. In čustva tečejo v odnosih. Ne? Če smo same s sabo, je zelo vse umirjeno. Ne? Šele v odnosu z drugimi lahko se začnejo stvari premikati. Zato je za žensko še toliko bolj pomembno, da ima neko uspešno partnerstvo. S tem, da seveda predpogoj je partnerstvo sama s sabo. Da sem jaz sama s sabo, okej. In da sem jaz sama sebi najboljša partnerca, kar se jih lahko zamislim. Imaš občutek, da je mogoče ravno tega premalo, se pravi srečnih, avtentičnih partnerstv, se pravi veliko imaš kontaktov z ljudmi, z pari tudi, ne? Prihajajo k tebi verjetno, ker želijo pač nekaj narediti, kar je prvi korak k temu. Tako bom rekla, bi si želela. Resnica je ta, da k meni prihajajo tisti, ki partnerstva zaključujejo. Se pravi, ko zaključijo eno obdobje in jaz jim pomagam, da vidijo, kaj so se naučili iz tega, kaj je bila tista lekcija in da to transformirajo pri sebi, vse te vzorce, zato da v naslednje partnerstvo lahko vstopijo s svežo energijo, z veliko manj tistimi potrebami, ki bi bile nezadovoljene in je lahko potem to večja svoboda v samem partnerstvu. Drugače pa je absolutno več partnerstv, ki so srečna, se to je namen, ne? To je namen, da živimo v odnosih, ki nas spodbujajo. Bom tako rekla, ne da nas odnosi srečujejo, ampak da nas spodbujajo, to je boljša beseda, da nas podpirajo, da imamo neko oporo, nekega življenjskega sodelavca, ki nam pomaga, zato da postajamo boljša verzija sebe. V bistvu odnosa je to, da rasteš skupaj, da se razvijaš skupaj in poglabljaš in odkrivaš dele, za katere mogoče nisi vedel, da jih imaš. No, pa lepo pa je tudi, ne, ko se nekaj konča, neka zgodba, ne, že to se mi zdi, ne, da pridejo k tebi, da se odprejo, ne, da vidijo, da hočejo nekaj drugače in da grejo na pot, kaj hočejo drugače.
da znajo, se pravi, odgovornost prevzeti nase, ne? ja. To je zelo pomemben korak, ne? To je v odkrivanju ogromen bolj korak. srečnega, ne? Ja, to je ogromen korak, zato ker šele ko ti priznaš, da imaš težavo, jo lahko začneš reševati. Dokler ne priznaš, da imaš težavo, jo ne boš niti reševal. In šele takrat lahko pogledaš v vzroke, zakaj je sploh prišlo do te težave in jih odpraviš. Večinoma ljudje, rekla, režejo plevel. Se pravi, če je nekaj neželenega, ne, pa vzamejo škarice pa režejo plevel tam gor pred cvetko, ne. Korenina pa ostane noter, ne, in potrebno je korenino ven potegniti, vzrok za to, da se plevela znebimo, ne, in da potem lahko posejemo kakšne bolj kulturne rožce. No in ta proces verjetno tudi traja, ne? Ja, absolutno. Nič ne gre čez noč. Ljudje se mi zdi, da še vedno preveč iščejo čudežne palčke, čarobne palčke, ki bojo tink naredile, ne, in po možnosti še, da bo nekdo drug namesto njih kaj naredil. Ne. Najlažje je... Smo taki, ne? Ja, seveda. Najlažje je jeti nekam, pa se vleš na mizo, pa neki čara nad mano, ne. In bo vse okej. In bo vse okej, ne. Ja. Če bi šlo tako enostavno, bi bilo res super, ampak zavestno odkrivanje vzrokov, zavestno odpravljanje vzrokov in zavestno potem tudi življenje, ne, je zelo pomembno. Ravno, ko sem se peljala sem, pač v avtomobilih so ljudje vedno nekako v svoji energiji, ne, in tako nasplošno so tako taki apatični, zaspani, zmedeni, ne. In sem rekla, tako kot v življenju, tako kot slabi vozniki, ne, nasplošno. Čeprav vsak misli o sebi, da je dober voznik, ne. Ampak nekdo drug jih pa pač mogoče ne vidi tako. Ne. In tako kot slabo vozijo po cestah, se mi zdi, da slabo vozijo tudi skozi življenje ljudje. Ne. Saj se trudijo, ampak žalost je ta, da z več kilometri ne boš boljši voznik. Ne, je treba iti na kakšen tečaj varne vožnje, pa na kakšno stvar prebrati, pa kaj probati, pa si upati, pa iti naprej. Ne. Pa kdaj prizna, da nimaš prav, ali pa sej dvomiti v drži odprtosti, ne? Ja, tako. Ne. Jaz velikokrat rečem, bodite opazovalci, pa se ne za vsako stvar zataknite. Ampak ena taka beseda, ki obstaja, ki pomaga, da se ne opredeliš, hkrati pa sprejmeš tisto, kar je. In to je zanimivo. Samo, če ne vem, nekdo se zdere nate, si misliš, ok, zanimivo. Ne? In je takoj drug odziv, ni reakcija, ampak je odziv. Kupiš si nek čas. Ali pa nekdo, pač v odnosih imamo spet te, ali pa situacija se zgodi in preden odreagiramo na njo v smislu, da skočimo, ne? In če rečeš, ok, zanimivo, kaj pa zdaj? Ne? Odpreš en tak drugi spekter, ne? Ja, eno polje odpreš. Ja. Se tudi včasih, ko doživimo veliko bolečino, ne vem, v bistvu gre za pomen, ki ga mi temu pripišemo, saj verjetno bolečina ni, ne? Naprimer, da nas fant zapusti, ne? Kaj se zgodi, v tistem trenutku je to šok, ono tretje, ne? Ampak pomen, ki ga prisujemo, je tisti, ne? Če pogledamo čez 2, 3, 4 leta, rečemo, hvala Bogu, da je bilo tako, ne? Kako fajn, za tega ker, ne? Ampak znati se odzvati, ne, ravno to, ne, dati širok spekter pa reči, zanimivo, ali pa kaj se lahko iz tega naučim. So pa popolnoma drugačni odgovori. To je eno ful pomembno vprašanje, ki si ga lahko vsak zastavi v kjerkoli situaciji. Okay, kaj se lahko iz tega naučim? Kaj je tisto, zaradi česar se je to zgodilo? In takrat se potem začne čist drug tok sproščati, ne, in pripelje potem do tistih vzrokov. In ko vzroke odpravimo, potem ni več razloga, da bi se nekaj ponavljalo. Ker večina ljudi živi v strahu, ne, da se bojo stvari iz preteklosti ponovile, ki niso bile prijetne, ali pa da se bo zgodilo nekaj hudega, česar še ne poznajo. In enostavno preteklosti se nočejo lotati zato, ker boli, ker je boleča, ne, in živijo v strahu, kaj če se bo spet zgodilo. Ampak kako odpravimo tiste vzroke iz preteklosti, potem ni več razloga, da bi se to zgodilo in se cel kup enih strahov lahko odpravi. Saj to, ne, zdi se mi, da premalokrat živimo tukaj in zdaj, ne, biti tukaj prisoten v tem trenutku, poslušati človeka, ne, in ne kar iluzorno si kar nekaj, ne vem, v glavi naples, ne, kar je velika verjetnost, da se sploh ne bo nikoli zgodilo.
Ja, običajno, tako kot večina ljudi se sekira na zalogo. Ne? Ja, Se to. pravi, kaj bo, kako bo, kako Ja. in to pa situacije se danes tako hitro spreminjajo, da je naslednji dan že drugače. Mi smo porabili cel dan za to, da smo se sekirali zaradi nečesar, kar se sploh ne bo zgodilo. Točno to. Naprimer, prej sem omenila, ne, pričakovala sem, da se bosta mama in oče ne, tako in tako odzvala. Ne. Na koncu prideš, mater, se niste, ne. Vseeno si nekaj časa razmišljala o tem, se boste in to in verjetno pripravila neke zagovore, odgovore, ne, ampak ok, tvoja energija je vse naredila, ne. Ti si prišla tja, tega ni bilo. Verjetno si se vprašala, ne, not bad, ne. Ja. Pol je vedno tisto, zakaj sem se pa sploh obremenjevala s tem. Ja, mislim, ne. In to, jaz mislim, da ima vsak človek cel kup Seveda. takih primerov v svojem življenju. Nič se ne naučijo iz tega. Ne? Ja, to ne. je potem tisto, okay, če sem zadnjič tako, pa se je izkazalo za drugače, daj počakaj, kaj pa če počakam, pa se pol odzovem. Ja. Do ta čas pa pač uživam. Time out? Ja, Time out za kako dolgo, ne? ja. Pa da vidimo, kaj bo. In pa se izkaže, da ljudje ne znajo uživati v življenju. Ne? Da enostavno jim je to, da se slabo skozi počutijo, da so skozi pod stresom, da so skozi v strahu, skozi v nekih čudnih občutjih, da jim je to toliko domače, da potem, ko tega enkrat ni, sploh ne vejo, kaj s tem početi. Ne? In grejo iz navade nazaj v stare vzorce, zato ker tisto poznajo. To je tipično, naprimer, ko se usedeš, ne vem, mogoče sam kje na kavici in kdaj prisluhneš, ne, o čem se ljudje pogovarjajo. Koliko ljudi se pogovarja o sreči, o tem, kako biti bolj srečen, ne? Večina ljudi se pogovarja o drugih ljudeh, ki jih ni zraven in negativno. Ja, ali pa Ali pa o vremenu, ali pa nekaj stvari, ki ne vplivaš. v pol ure 15-krat pove isto zgodbo, kaj je in kako. Ok, lahko prekinemo, kaj boš s tem naredil. Tako, velikega zavestnega napora je tudi potrebnega, da si v tukaj in zdaj. Da paziš na svoje misli, da veš, od kje pridejo tvoji občutki, tvoja čustva. Tako da delo na sebi je res delo. Ni samo En seminar ni dovolj, ne? Ena prebrana knjiga ni dovolj. Zberem kolikor denarja je potrebnega, če bi bil en seminar dovolj, ne? Ja. Pa da bi šli na ta seminar in tam vse razrešili. Ampak to pač ne gre. Ne? Vsak seminar nekaj prinese, a ne? Vsak seminar nekaj doda, vsaka stvar nekaj doda. Tako da vse življenjsko izobraževanje je bil koncept, ki sem ga osvojila pač že na fakulteti v okviru kadrovskega menedžmenta in potem tudi v podjetjih. Ne? So nenehno nekaj izobraževanja, ker se nenehno stvari spreminjajo in mislim, da bi ga mogli upeljati tudi v osebna življenja. Prej si ravno omenila avto, ne? Jaz mislim, da je točno tako tudi, ne? Se pravi, avto, ne, ko kupiš, je super fajn, ne? Ampak vseeno ga je treba se toliko časa peljati, ne vem, na servis, ne? Treba ga peljati, ne vem, natankat, ne? Pač tak je, ne? Vedno znova in tako je pri nas tudi, ne? Ker naše misli se hitro onečedijo ali pa grejo nazaj v vzorce, ne? Živimo, ne? Saj živimo, smo skozi v interakcijah z drugimi ljudmi, s situacijami, z dogodki, z vsem, ne? In normalno je, tako kot stanovanje, tudi čistimo skozi, ne? Ja, se ker ne samo, ne? Zato, ker živimo tam, ne? In to je pač normalno, ne? In zelo lahko je biti razsvetljen v votlini, nekje daleč, ne? Ja, stran od vsega, ja, ampak potem pa prideš v mesto, ne? Potem pa prideš v mesto in si v 3 sekundah živčen. Ja, ne? ja. Tako da, kako biti miren takrat, ne? Ja, to je, ne? Kako biti v stanju meditacije oziroma te notranje umirjenosti, notranje osrediščenosti, tudi takrat, ko okoli divja tornado. Ker je možno. To je izziv, jaz pravim, to je tisti pravi izziv današnjega časa. In zato je pač treba nekaj narediti. Kako, Manca, kako, mogoče za zaključek, kako biti nekaj na svetu s tvoje strani, kako biti bolj avtentična ženska ali pa bolj avtentična oseba? Mogoče kakšni so koraki, kako to narediti? Zdaj, tako je, potovanje je, ne? Tako da je vedno veliko korakov in jaz vedno zagovarjam, vsak mora svoje korake najdeti, ne? Ker vedno je najlažje v svojih čevljih hoditi, ne čevlje nekoga drugega obut, zato pa treba veliko enih tudi informacij. In prva stvar, ki je, tako kot sva že omenili, se spraševati določene stvari. Eno pomembno vprašanje je, kaj jaz čutim. Ljudje so na splošno zelo utopeli in niso v stiku s svojimi občutki, s svojimi čustvi, s tistimi intenzivnimi, neprijetnimi že, drugo pa ne.
Tako da, kaj v situacijah čutimo? To je eno zelo pomembno vprašanje, ki bi si ga mogel vsak zastaviti, zato da pride sploh do tega, kaj se dogaja znotraj. Tako da to je en korak, ki je zelo pomemben. Potem en korak, ki je zelo pomemben tudi je, da smo iskreni sami s sabo. To, da ko nam nekdo nekaj reče ali pa kritizira, ali tako, da ne odreagiramo nazaj v obrambi, ker to je normalno, ampak da se vprašamo, a je vsaj majčken tega res? In če je 1% tega, kar je nekdo rekel, res, bom to popravil, bom prevzel odgovornost za to in bom to izboljšal. Tako da nenehno izboljševanje samega sebe, to ne pomeni, da nismo dovolj dobri že taki, ki smo. Tukaj je vedno tista neka tanka meja. Ampak da enostavno vemo, da se da vedno še majčkan boljše narediti, majčkan drugače, da raziskujemo, da začnemo uživati v tem potovanju. In iskati res tiste pristne užitke, in spet obuditi čute, od utipa do okusa, uživati v hrani, kako lahko uživaš v vsakem trenutku, kako lahko uživaš v utipu, kako lahko uživaš, ko nekaj poslušaš, in kaj ti paše, kaj ti ne paše, res, ampak v tistem smislu vibrira z mano. Tako zelo to, kaj zame to pomeni vsaka stvar. Kako se na to odzovem, kaj mi prinese in kako lahko v tem uživam. To se mi zdi, da so taki, če s tem začneš, potem je to vsak dan tvoj seminar, delavnica in nek preboj lahko. Manca, najlepša hvala. Jaz ti želim veliko ljudi, ki bodo prišli na tvoje seminarje, na tvoje coachinge, ki bodo točno to se začeli spraševati, predvsem pa začeli dobivati odgovore in poslušati odgovore in živeti v skladu z njimi. Hvala tebi za povabilo na ta pogovor.